Vaše motoristične podvige smo že spremljali na našem spletnem portalu Savus, ko ste šli v Stane, ne, po tej južno od Rusije. Zdaj se vas odpravljate na novo pot. Kam in kako? Tako je, sedaj se s kolegi odpravljamo na pot v motoristično potovanje v Južno Ameriko. Nekako smo ga poimenovali sami z naslovom Od Inkovskega cesarstva do konca sveta. In sicer potovali bomo po 4 državah v Južni Ameriki: Argentina, Čile, Bolivija, Peru. In to potovanje naj bi nekako trajalo sam motoristični del, tam 64-65 dni. Prevozili naj bi cirka 20.000 kilometrov. Zdaj seveda tam so politične situacije v državah zelo različne in lahko se zgodi, da v kakšno državo ne bomo mogli priti ali pa bo treba čakati. Tako da okvirni plan potovanja je, kaj bomo odpeljali, seveda v božjih rokah, če lahko tako rečem. Motorje smo v bistvu poslali preko poljske agencije preko Atlantika. Ta agencija se ukvarja s prevozom motorjev na različne celine. Sami letimo 5. januarja v Santiago de Chile, vračamo se pa 12. marca z letalom nazaj. Koliko kilometrov boste prevozili v tem času? Planirano je tam nekje 19-20 tisoč, odvisno je pa seveda, kako bomo uspešni fizično, psihično, pa kakšne bodo razmere tudi v posameznih državah. Vemo, da so Peru, Bolivija, da so zelo nestabilne politične razmere, da so protesti v glavnih mestih, da ni bencina nekje, tako da bo zadeva kar dosti taka pestra, če lahko tako rečem. Koliko vas gre? Kakšna je ekipa? Gre nas 5, v bistvu ekipa smo taki osiveli fantje, v narekovajih, tam okrog 60 let, jaz sem malo pod 60, ostali so nad 60, pred penzijo, eni v penziji. Ta pot bo kar naporna, no, in v bistvu, ko starejši si, težje odpelješ tako pot, ker same vremenske razmere bodo dosti ekstremne. V bistvu se peljemo iz Santiaga de Chile proti jugu celine, kjer je seveda na južni celini poletje, ampak povsem na jugu je zelo hladno, pač, ker so še ledeniki in so temperature po noč seveda pod nulo, čez dan prilezejo na 10-15 stopinj, medtem ko severno, ko je Atacama najbolj suha puščava na svetu, so pa temperature 50 stopinj in več. In Peru, Bolivija so ležite obe državi na zelo visokih nadmorskih višinah, tako da je tam 3000 metrov kar normalna nadmorska višina, vse ceste, ki grejo pa višje, so pa 4-5 tisoč metrov, tako da bo kar zahtevno tudi, kar se tiče prilagajanja nadmorskih višin. Kaj vse nameravate videti? Verjetno ni potovanje namenjeno samo vožnji, ne? Ja, res je, v bistvu en del je pač vožnja z motorjem, ker smo vsi ljubitelji motorjev oziroma motoristi, drug del je pa pač spoznavanje kultur, držav, dežel in pa zgodovinskih znamenitosti. Tako da, ko se bomo peljali proti jugu po zahodni obali Južne Amerike, Čile in Argentina, tam si bomo pač pogledali naravne parke, potem ledenike, in seveda potem na koncu južne celine, v narekovajih konec sveta, kjer je tabla pri Magellanovem prelivu postavljena, v narekovajih seveda konec sveta, imamo še kakšne majhne otoke nižje tudi. Potem, ko se bomo vračali proti severu, bomo šli bolj po sredini celine južnoameriške, tako da si bomo gledali v glavnem vse zgodovinske znamenitosti, še posebej velja to za Peru in Bolivijo,
jezero Titicaca, potem staro inkovsko mesto Machu Picchu, še en kup drugih zgodovinskih zadev je v teh dveh državah, ki niso mogoče tako razvpite kot ti dve, ki jih je za pogledati. Potem seveda cestni prelazi so v teh dveh državah 4000–5000 metrov, kar je pač na nek način za nas, ki smo v Evropi, nepojmljivo, ampak pač tam so take višine in se bo treba kar dobro aklimatizirati na te nadmorske višine, ki smo v Aziji imeli kar težave. Smo reči, da smo pač prehitro se 2–3 urah smo nekih 2000 metrov prevozili višinskih in smo imeli resne težave zdravstvene, tako da se treba kar pripraviti na to. Se boste kaj javili s poti? Ja, jaz upam, da se bomo, tako da bomo na Savus pač poslali ene kratke reporte tedenske, nekaj slik, tako da boste na tekočem, če smo še živi. Tako za Savčano verjetno ni veliko pripeljalo to pot in verjetno bo zanimivo za vaše gledalce pa bralce tudi. Najlepša hvala in veliko sreče na poti. Hvala, tudi vam, srečno.